Živela si narodi, ki jih repene dočaka dan. Tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vratne so se bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vratne so se bo, ne vratne so se bo mejak. Dober večer. Kako fajn, ka se nas prišli pa malo gledat. Sicer pa zdaj do svetkicu idejo, itak ne smete nika vekšega delati. Nej, gospa županja. Spoštovane občanke, spoštovani občani. V Sloveniji je 26. december državni praznik in dela prost dan. Praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. 23. decembra leta 1990 je potekal plebiscit o samostojni in neodvisni Sloveniji. Volilna udeležba je bila kar 93-odstotna. Za samostojno in neodvisno državo je glasovalo 95% udeležencev volitev. Vse do septembra leta 2005 se je ta dan imenoval Dan samostojnosti. V državnem zboru so takrat sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih in tako so k prazniku Dan samostojnosti dodali še in enotnosti, saj so rezultati takratnega plebiscita še posebej pokazali našo enotnost. Kako smela in polna pričakovanja v lepšo in boljšo prihodnost Slovenk in Slovencev je bila takrat odločitev za novo državo, bomo vedeli tisti, ki smo takrat imeli pravico in dolžnost o tem odločati. Tako visoka udeležba na volitvah se od takrat nikoli več ni ponovila. Začela se je pisati nova pot in naloge za uresničitev lepše prihodnosti za slehernega državljana Slovenije. Nikoli nam ne sme biti vseeno, kakšna je naša sedanjost in kakšna prihodnost. Ali smo razočarani, da se začrtana pot ni odvijala tako, da bi omogočila razvoj in enakost slehernemu državljanu? Zakaj nastajajo vse večje razlike v vsakodnevni eksistenci človeka? Ali nismo vsi ljudje enaki pred zakonom? Ali država dosledno in enako vsem zagotavlja določila ustave? Kako mlademu človeku povedati, da kljub uspešnemu zaključku šolanja ne bo imel v svoji državi primerne zaposlitve, da jo je primoran najti v tujini? Ali je sprejemljivo, da po končani delovni obveznosti nisi deležen tolikšne pokojnine, da bi lahko primerno preživel? Poraja se mi nešteto vprašanj, na katera pa ne bomo dobili ustreznih odgovorov vse dotlej, dokler naša vlada oziroma politika ne bo stabilna in začenjala udejanjati vse tiste obljube, ki smo jih bili deležni pred vsakimi volitvami. Ne blaginja, ne bolezen ne smeta biti vzrok, da se v družbi odmikata kultura govora in medsebojnega spoštovanja. Vsi skupaj, posebej pa še politika, se moramo zavedati, da ne glede v kakšni skupnosti ljudje živimo, ali je to občina ali država, moramo vzpostavljati takšno medsebojno sodelovanje, da bo prinašalo razvoj in napredek vsem ljudem. Leto 2021 se poslavlja in kmalu bomo pisali leto 2022. Vsak sam bo pri sebi vedel, ali je bilo odhajajoče leto zanj uspešno. Na začetku vsakega novega leta imamo veliko različnih želja, ene se nam bodo uresničile, druge spet ne, pa vendar moramo verjeti v boljši jutri. Spoštovane občanke, cenjeni občani,
V letu 2022 vam želim uresničitev vseh vaših želja. Predvsem pa vam želim zdravja in vsega tistega, kar ustvarja veličino življenja. Želim vam, naj bo leto 2022 predvsem dobro leto za vse vas. Ej, zdaj pa le kar etan špilo vidim. Ja, koma pa ti? Koma, v šolu idem. Ne razumem. Tu zdaj sem bil gvišen, ko sem mi v šolu že končala. Dicej pa kelko geznam, še tu nemaš. Prav imaš, samo spomine bi rada delila. Na šolo. Na šolu, dragi moj, ne bo znam kar pravo, kad je v šoli najfajn bilo. No ja, nemo pravo, ko mi je bilo slabo, samo ko bi šel spomine bedit, to pa zate tu ne. Gespa, znaš, eto me je na šolu prabobica spomnila. Prabobica. Ja, ko ti je pa ti una lepoga pravila? Nika lepoga, znaš, ona je za Mađare v šolu odla. Kog za Mađare? Ti su ni ne v šolu odile? Vaj, samo ne modrivli, pa me ne svojivli. Šole je odla, da je bojna bila, pa so se mogli mađarsko včite. Mađarsko. Pa te su koji razmile? Pogledni, pa mi te povej. Šola z današnjim dnem zapira svoja vrata. Začela se je vojna, zato ostanite doma. Pozor! Madžarske oblasti obveščajo, da se morajo deca staro od 8 do 15 let vrniti v šolo. Začel se bo pouk pravega, žlahtnega madžarskega jezika. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Táblakat! Táblakat! Egy, kettő, három, négy, 5, Oj, še dobro, ko sem se kasneje rodil. Znaš, ko sem niti ene reč ne razumel. Pa misliš, kaj je po bojni kaj bog še bilo? Pa znam kar že, mađarsko so školniki gvišno več ne gučali. Vej smo pa zmagali. Gučali ne, pravic so pa itak nikžih ne imeli. Ščeš profti, ko so jih še itak z botom reda včili. Z boton ali ne, delati pa gučati so mogli tak, kak je učitelj pravo. Bar pogledne. Tako, otroci, končno smo svobodni. Imamo svojega voditelja, maršala Josipa Broza Tita. Naš maršal želi, da smo si vsi ljudje med seboj prijatelji in živimo kot bratja v svobodni domovini SFRJ. No, pa poglejmo, česa ste se med vojno naučili. Vesna Žekš, začeli bomo pri tebi, vse do črke A. Pridi k tabli.
in izračunaj, koliko je 20 minus 12 plus 8. Ojej, saj sem vedela. Dvignite roke vsi tisti, ki še vedno računate na prste. Sedi. Nič ne pomaga. Vrnili se boste v prvi razred. Saj vas jaz letos moram naučiti po števanku, vi pa še računati ne znate. Izvoli, deklica. Nam želite povedati, da smo buknili? Ne vem, kaj ste delali. Pravim le, da boste še enkrat obiskovali prvi razred. In če se potem ne boste učili, potle bo pa šiba pela. Zdaj pa ostanite in vsi naenkrat pozdravite. Z Bogom! Z Bogom? Kakšni z Bogom? Vam bom že dala. Zdravo! Od danes se vse povsod in vedno pozdravlja zdravo. Ste razumeli? No, to ge skozi zvuči. Kakša koli je država, so kaščej svoj profmete. Eni sigdar fajn živejo pa zapovedavljajo, srmak pa itak nema pravo glasanja. Ko? Pravo glasanja? Pokoti ti nikak hrvoško ne veš, vej smo pa z njimi dolgo v istej državi živele. To že, čase so se pobojni najgli dosta spremenile. To je rejsan. Meni je stari ajta provo, ko so goraj staroj šoli v zimi doje rednom rozbil, včasih malo ne izmrznule. Znan, körile so s frđanekami, drva so pa mogli deca v šolo nositi, soki po 2-3 prekole. Pa kadilo se je prej tak, ko so še doma po dimi smrdele. Aj, zdaj so pa tak, kak naš slovenski narod, še samo slabo vidiva, ge pa znan, ko so se inda deca tudi špilale. Ja, samo ko so špilik ne imeli, so pa za igro ponucali vse, ko so na pauti nožle. To je konjska figa. Fuj. Ja, pazi, ko te kakša ne trufe. Zdaj pa le hitro v vrsto po 2 in 2. Kje si ti ga bil po? Vrak je bil. Vrak? Kakši vrak? Naj pa nismo v pekle. Trejzo, ti pa resno zabito. Pa ko ne veš, kaj ino smo nekaj gnejš doma. Ko? Joj, te pa prve hitro doma, pa ne pride ponaj. Aha, vraži zna, koga more odpeljati. Evo pa tu je. Zdaj pa idemo mi. Te kaj ti preda? Ne. Ne. Juhu! Škoda, ko so več nej takši čase. Vej pa, mislim, ka bi včasih ne škodilo, če bi te štoj malo na hubo. Mene, tebe bi mogli včasih malo poriti na žgote. Lekar de bogšaj, ka zveč nego čiva v šole. Svetki idejo cuj, pa si rajši kaj za popejvljiva. Ti, ko bi pobejvo, Bog mi pomagaj. No naj ti bo v tem pa deco proso, ka nam uninika za popejvljajo. Želi nas zdaj vse
Zdravo. Je bil to pozdrav? Mar še spite, lenuhi? Nisem vas slišal. Zdravo. Kaj pa ti, Stanko? Ne znaš odpreti ust? Prav, stegni dlan, dajmo. Zdaj pa poglejmo, kako vam gre branje. Irena, predberi pod črko K. Kikiriki, Karel kriči, kikiriki. Tako, tako. Zdaj pa še ti, Franček. Glej, ne glej, tebi pa je verjetno vrag črke pomešal. Kar pred kateder stopi, ostali lahko greste. A vidim, da bo moral jutri kakšen meter več prinesti. Presneto, na vrstu pa kar pozabim, kaj ne, Franček? Ja. No, zdaj pa le povej, kje tvoj vrag živi. Vrag? Kakšen vrag? Tisti, Franček, ki vam po poti do doma konjske fige v hrbet meče. Konjska figa? Tisti, pa saj si ga menda videl, v smreki domuje. Nisem. Te zanima, kako to vem? No, Franček, zdaj tvoj vrag tukaj pred tabo stoji. Ko greste domov, pa nad hojo v vrsti do doma bedi. Vi, učitelj? No, zdaj pa le na kateder zlezi. Te bo že vrag ta zadnji izprašil. Pa saj, to je nemogoče. Vstani! Pa hlače na kolena spusti. Pa misliš, ka so Indo učitelji rejsan tako strogi bili? Ne vem, znam kar si nej. Misliš, ka so naše bojce deci, ko gnezdim v šol odijo, učitele samo šimfale ali so njim tudi kaj lepoga povedale? Pa znam kar že. Ko če bi je pa pitala? Ote, deca. Dobar dan, je kdo doma? Gospa učiteljica, kako? Sedite, prosim. Je morda Anica? Lepo vas prosim, vaša Anica je pa res zlato dete, zato sem jo prišla gledat, kje in s kom živi. Za vzgled nam je lahko. Joj, to je pa lepo. Veste, s kom živimo? Trg delava, Anica nama pomaga, zato se nekako prebijamo. Boste čaj? Če ga imate, bi se mi prilegel. Anica! Prosim, mama, gospa učiteljica ne boj, kar pridruži se nama, saj lahko za trenutek, a ne? Seveda, kar sedi Anica. Veš, zanimalo me je, kje in kako živiš, zato sem te prišla obiskat. Hvala. Lahko grem pogledat, če najdem kakšno jajce. Seveda, kar pojdi, pa tista debela na vrh naloži, da jih bova učiteljica s sabo dali. Saj ni treba. Treba je treba, saj veste, kaj pravijo, ko prije gospod hiši, mora jajce dobiti. Pa tako bi pa z veseljem od vas nesla kakšno jajce. Anica, poglej me, Anica, kaj je? Anica, lepo te prosim, Anica. Moj bog, le kaj sem storila? Zakaj sem prišla? Pa tako rada sem jo imela. Misliš, ka se je to rejsan zgodilo? Rejsan, če ne vrvleš, leko gospod Iluško pitaš. Zdaj sem pa čisto v sebi. Lekar mu mogo pa deco za pomoč prosite. Pa rejsan, ote, deca, pa nam še kakšo zapopejvljete. Kaj sva že doživela, zvezde bele v rokah imela, okrašen je z nasmehom moj obraz. Ne, nisva se bala.
veselih vzdah, nam vse, kar ponujaš, ker to si ti. Kar čez noč se je zgodilo, kamini čaj za dva. Poljubi me na božič, pogrej srce, vsako leto s tabo tukaj vidim se. Zdaj ljubi me na božič, od mraka pa do sonca, od tukaj pa do konca, naj bo sladko rožnato. Ljubi me na božič, pogrej srce, vsako leto s tabo tukaj vidim se. Zdaj ljubi me na božič, mraka pa do sonca, od tukaj pa do konca, naj bo sladko rožnato. Ljubi me na božič. Pravijo, da dogajajo se čudeži, a kaj ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak, odpri oči, vsak dan dogajajo se. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imeti. Vidim, da popolno je, staviti se spet, vdihniti ta svet. Res vidim, da popolno je, pričarajo me čudeži. Nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imeti. Zame čudež je življenje, kar mi da, to vzamem si. To, kar mi da, to vzamem si, ko je lepo in ko boli. Zdaj vem, da ni popolnosti, ko padeš, pač te zaboli. Jaz sem vesel, da sem živ, da druga dan pa sem odkril. Vedno sem premalo dal in nisem čudeže spoznal. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imeti. Čudež je življenje, 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 čudež je življenje. Čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje. Znaš, da se te naše bojce v kup dobijo, te se spomini eden za drugim vrstijo. Glej, nešče pa le kar pesni grato.
pesnik ali ne. Ščel sem ti praviti, ka so nekda deca dosto šole prišli, mogli fejst delati. Vrvlen, če se je pa na njivaj še ročno delalo. Nej so mu na njivaj. V gojnu so mogli prli, kak so v šolo šli. Krove napasti, če je bil ograd ogrojen, so vmes še džaboka pobirali. Da so prišli domov, so pojge cele za večere ukapali, dekle so pa vse v ogroček včinule. Viš, to me pa zanima. Ge včasih tuj kaj v ogroček stopen. No ti pa glej, kak se tam dela. Boš ti se domov, ko bi nagrade šla? Mave dosta dela, mogoče bi pa lejko gnes doma ostalo. Češ, rej sem vesela. Te si pa furto obličen, pa ideve. Kove pa delale? Najprve krunčeve kopale, tem pa ga šla kjot, ti pa tečeš gredov z repinc pripraviš. Te si pa furto obličen, pa ideve. No, zdaj pa ti grable zdaj mi pa zemljo fajn zrahljaj. Ja, ko pa delaš? Koma to zemljo greblaš? Ne veš, ka mora razgonja fajn globka ostati? Ve pa to kdo iztlačen? Koma doj, ne veš, kako teče včasih ide, koma da ti voda tekla. Ježeš treza, zdaj ko ma znam, zakaj pri naši kući vse naopak ide. Zakaj, mati, zakaj? Zakaj, zato, ker si vrag pri naš krample brujse. Ko se dela, ne razumem. Groble, dejte moje drago, nikdar več grobel tak doj ne dene. No, pusti za to, odi ka obit napravive. Pa misliš, kaj nekda samo deci žmetno bilo? Samo deci gvišno nej, stariške so znam kar še bolje trpele. Že, samo ko sem gezoj na učitelja mislila. Na učitelja? To ti pa ne vrvle. Čil sam, kaj je učiteljom včasih dosta bok še šlo. Ljudje so jih poštujvali, stariške so jih podpirali, deca so se jih pa budžali. Vse, ko si pravi, je resen. Ne veš pa, ko so nekdo učitele z dekretom po celoj Sloveniji premeščali. Si predstavljaš, kaj je učitelj mogel z Ljubljane gradi preseliti. Ne je znal narečja, deca pa knjižno nej. Najti si je mogel stanovanje, pa je blokov nej bilo. Ja, ge je pa ti živo. Ge. Kakšno sobico s posteljo v 100 pa stolom si je gorzel. Gejst pa je v štarije odo. Če v štarije ne je bilo, si je pa pač mogel nočik znajte. Prekleto. Kak se je pa ti tej dvaraški školnih zgoričkov deco sploj rozmo? Ne vem, pogledniva, kak je bilo. Pozdravljeni! Danes je za vas zelo pomemben dan, saj ste prvič prestopili šolski prag. Da bi se čim prej spoznali, naj se vsak najprej prosim predstavi. No, kar začni. Ne vem, kaj pomeni predstavi. Povej kaj o sebi, kako ti je ime, kje živiš, če imaš brate ali sestre, koliko so stari, kaj si počela v poleti. Ime je Tona, živim v Rankovi grabi, imam 3 brate pa 1 sestro. Poleti smo želi, nosila sem snopke, malo pred šolo pa smo krumče kopale. Aha, upam, da sem vse dobro razumela. Le, kaj pomeni, da živite v grabi? Želiš povedati, da živite v kakšni jami? Ne, Rankova graba je pač v grabi, Franček pa živi na Glajžanovom bregu. Aha, že razumem. Tako se torej imenujejo deli vaše vasi. No, Franček, pa nam ti povej, kaj si počel, preden se je začel pouk. Luis mi je dal čitanko, pa me je novčo štete. Iz čitanke? No pa nam pokaži, kako sta se učila. Ty, si štel, koliko črt ima posamezna beseda? Nej, čito sem. Nam boš torej prebral, kaj piše pod tole sličico? Ja, pa saj to znamo vsi prebrati. Res? No potem pa ne bom imela veliko dela. Kar daj? Tu piše kokot. Kaj piše? Kokot, vedno razlike. Tako je torej to. Kokot je očitno petelin. No, bomo že kako. Zdaj mi pa raje kaj lepega zapojte. Bomo jutri nadaljevali. Lejko ga špilam. Seveda.
Viš, zdaj pa znam, zakaj med dedami dostakrat do nevole pride. Zakaj? Zato, ko ne razumemo, ko nam drugi ščej profte. Pa ko ne bo zdaj mislil, ko so vsi učitelji od Indre prišli. Na šoli so bili tudi takšni, ko so znali prekmursko. Samo to je pa te ne pravica. Kakša pravica? Ja, te so deca šteri je prekmurski školnik včil, no bokšom bili. Ti samo to vrvle, bo že videl. Na mizo dajte črtaste zvezke, ravnila in svinčnike, da si bomo označili robove. Od skrajnega roba zgoraj in spodaj izmerite 2 cm, nato pikici povežite z ravno navpično črto. Zdaj pa napišite, kaj ste počeli, preden se je začel pouk. Pazite, da bodo vse črke pravilno in lično zapisane, pa da bodo vaše povedi knjižne in bomo kaj zanimivega izvedeli. Kaj pa ti, Štefan? Ne vem, kako naj začnem. No, pa pridi k tabli in napiši med učitnicami. Štefan, midva pa očitno ne bova prijatelja. Ne samo, da si pozabil na šolo, tudi pisati ne znaš. Popravi! Velika začetnica je na začetku. Ni T, ampak D. Pri počitnicah ti manjkajo strešice in pikice. Pojdi zdaj v klop in doma za nalogo napiši abecede z velikimi in malimi tiskanimi ter pisanimi črkami. No pa poglejmo, kaj ste napisali ostali. Tako grdo pa spet ne boš pisal, Jožek. Gledate. Zdaj pa se henjamo štikati, raš idemo eno zaplesati. Pleši, pleši, vrti se, nebo ruši, pečice, pečice, zima, bela, hladna je, nima vsa do pednice, pednice. La, 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 sreča, laci, tančica, črno sem lepo, jo prosila, rotila sem, da bi
Se pravi, ko so pred 40 leti učitelji deco v šoli še redno bili. Ne samo pred 40, tako je bilo tudi še pred 30 letami. Misliš, ko je res še tako strogo bilo? Togli ne, so pa učitelje spoštivali, jih bolgali, napravili so vse, ko je učitelj pravo. So se pa v tom cajti učitelji z deco še poučavali tudi kaj drugega, ne samo šolske stvari. Kako to misliš? Učiteljem so se že leko tudi kaj potovžili, zavipali so njim domače probleme ali ljubezenske težave. Se pravi, ko so te učiteljev največ samo poštivali, ampak so je radi imeli. Kak koga? Va vidla. Ej, ste čuli, kaj je naša razredničarka prenosejča? Pa gledaj, sem gledala, kam nič ni plehta. Čuden, ja, zrodila se je pač. Butec, što se ti samo pas izredi, nosejčevi. Da pač imela otroka, vej pa znam kar ne jedno. Ja, smo te eno leto ne de. S katerim se ti pa pogučavali, mama takšne stvari ne moremo razlagati. Te bo pa ne šli. Misliš, ko bi lahko? Pa zdaj, idemo ali ne? Idemo. Kak pa starši nas lekar ne bi mogli pelati? Z avtobusom. Najprej do Sobote, tam prestopimo, dalje pa pitamo za pol. Komu njej pa te nesle, spravimo ka nam šli. Naša mati pravi, ka njim moramo nesti kokoš, vrtanek, vino pa plenice zadete. Koj pa ti tam? Porodnice morajo vesti kokošek v župu, pa vsaki den kupico vina spite. Ajde, ko poberemo peneze pa nabavimo stvari. Mogoče bi nje še kupili kakšno malenkost, ka bi bolj vesela bila. Ajde, idemo. Ja, samo to je še bila 8-letka. Da smo pa z 9-letko začali. Leta 2003-2004 je prva generacija z 5. v 7. razred preskočila. Aha, samo te so še stariške deco včeli, ka si morajo med seboj dobri biti, eden drugega poštivati, ka si morajo med seboj pomagati, pa... Pa te tebe zdaj ne včijo tak. Nisem to mislil. Pri 9-letki sem bil. Znaš, te so deca v šoli na enog več ne si enaki bili. Kak to misliš? Ja, glej, v 9-letki so se deca začali na nivoje deliti. Boljši vkup, pa slabši vkup. Pa se je zavolil toga štoj se kejro? Ja, ne vem. Pogledne. Ej, znate, kaj sem čul? Kaži pa. Gvišnika čepnega. Daj nam v drugile, čul sem, kam v gasenci je na razred preskočila. Ko? Preskočili? Kakšen razred? Ne kakšni kašteri, ne veš, kaj se to pri slovenščini včimo, kaj naj se eno? Dobro, povej židno v 4 razred mu te preskakovali. Vajda sta zabiti, 9-letka, da se začela, pa mu gasenci na mestu 6. 7. razred šli. Super, mu baš prilej končale. Nika nam prilej končale, še 9. mu mogli ite. Pa 4 buteci je pa ti to pa zmislil. Konj je pa ti fora. Fora je v tom, ka pri likovnoj telovadbi in glasbi imeli številčna ocena. To je pa ti ne tako slabo. Ne, samo ko imeli še več predmetov kako 8-letke. Več? Več, ponovno smo lejko med 65 predmeti zbrali 3 takšne, ker da nas zanimali, pa mu kasneje nicole. Super, gaj zberem same športe. Ne, tako pa ne ide. Enega si boš mogla zbrati z družboslovnega, enega z naravoslovnega, tretje pa te lejko šport. Da v tvoje 9-letki še kaj novega? Kak prvo, 9-letka je najmoja, kak drugo, pri slovenščini, matematiki in nemščini mu se delili v 3 nivoja. Sveti Bog, ko pa te zdaj pa to pomeni? To, draga moja Urška, pomeni, ka verjetno več ne vas v šolco. Ga mu pri nemščini višjo nivoje, ti pri slovenščini, pri matematiki pa Bog zna. Čakaj zdaj malo, ka preverim, če sem te vse dobro razumela. Ščeš nama povedati, kad nas na skupine ločili na šedne pa na nore? Ite vivek vrage, ne sem da z vama pogučavate. To pomeni, kad so skupaj tisti, ker so za nekšni predmet menjali bolj sposobni. Boljši so se veliko več naučili, slabši se pa ne je trebilo trgati s celo goro snovi. To je pa niti ne tako slabo. Ja se z nemščino kvišno ne trgala. Kaj pa če boš daščila koma vejti delat? Tudi če mu šla, mu premišljevala, se veselila, pa žalostila vsegdar svoj jezike. Pravno, a se to pomalo materinščino, oto zdaj.
Upam, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da imamo svoj materin jezik. Kajti, kot je povedala že Laura, človek razmišlja in čuti vedno v svojem jeziku. In za nas, Prekmurce, je to narečje. Naša šola se trudi, da bi narečje ohranjala. Če ne drugače, pa zbiranjem in predstavitvijo običajev. Če bi bili zdaj v dvorani, bi vas izzvala in vprašala, katera predstavitev po vrsti je bila nocojšnja. Ker pa mi ne morete odgovoriti, vam bom ta podatek zaupala sama. Nocojšnja prireditev je bila 13. Ja, 13. In tisti, ki ste hodili na predstavitve, veste, da je število 13 po ljudskem vraževerju nesrečno število. Zakaj? Menda zato, ker dojenčka ob rojstvu obišče 13 vil. 12 je rojenic, 13 pa sojenica. In od te 13 je odvisna človekova usoda. Nam v lanskem šolskem letu ni bila naklonjena. Verjetno se je preveč družila z gospo Korono in skupaj sta bili nepremagljivi. Toda letos smo ju vseeno premagali. Odločili smo se namreč, da bomo običaje posneli. Zato pa se moramo seveda zahvaliti gospodu Mateju. Matej, hvala ti. Običajev pa seveda ne bi mogli predstaviti, če ne bi bilo ljudi, žensk predvsem, ki so pripravljene z nami vedno znova deliti svoje spomine. Tako se moram še posebej iskreno zahvaliti letošnjim oziroma lanskim pripovedovalkam. To so gospe. Gospa Trezika, gospa Iloška, gospa Aranka, gospa Marija, gospa Breda, gospa Irena, gospa Danijela, gospa Renata in Urška. Iskrena hvala vsaki posebej, pa vsem skupaj. Če bo število 13 v bodoče za običaje srečno ali nesrečno, pa ni več odvisno od mene, kajti s to letošnjo prireditvijo se jaz poslavljam. Če bo kateri od mojih sodelavcev to delo nadaljeval, boste videli v prihodnjem letu. Če ne, vas bodo pa gotovo razveseljevali s kakšnimi drugimi prireditvami. Upam, da me bodo na katero povabili. Ker pa je pred nami že praznično vzdušje, malo je bilo že snega, lučke so vse povsod okrog nas, bi se verjetno spodobilo, da vam kaj lepega zaželimo. Zato predajam besedo gospodu ravnatelju. Potem pa bo prireditev zaključila gospa Petra, predsednica šolskega sklada. Pa srečno! Spoštovani, že 2 leti se borimo proti nevidnemu sovražniku, ki nam kori naše vsakdanje življenje. V tem času smo spoznali, da se je potrebno kdaj tudi ustaviti in da je pomemben tudi človek, ne samo materialne dobrine. Na veliki preizkušnji je tudi medgeneracijska solidarnost. Naj se vam v novem letu izpolnijo vse sanje in če ste morda pozabili nanje, ne obupajte in se vrnite čim prej vanje. Vse dobro v letu 2022, ostanite mi zdravi. Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate. Žal se tudi letos ne smemo dobiti z našimi učenci na šoli, ne smemo se pogreti ob čaju, posladkati ob keksih,
lahko pa pridemo mi vsi k vam domov. Sem vas prestrašila? Nikar, ker vseeno vse to poteka samo nadaljavo. Kot ste verjetno že slišali in tudi veste, tudi Božičku je prepovedano priti med nas. Toda ne glede, kot pravijo, daleč od oči, daleč od srca ne velja. Ker čeprav je Božiček doma daleč na severnem polu, kljub oddaljenosti ni pozabil na nas, niti mi na njega. Božiček zelo dobro ve, da so naši učenci delavni, pametni, poslušni, ustvarjalni, polni načrtov in želja. Božiček nam je poslal tudi pismo in v tem pismu obljublja vsem in vsakemu posebej, da učilnica na prostem bo. Juhu, nismo veseli? Smo, ne? Pa še nekaj je napisal, samo malo, počakajte, to bom pa morala prebrati. Tole je njegovo pismo. Piše pa takole: ne glede na to, ali ste majhni ali veliki, stari 6 let ali več, pred vami je jutrišnji dan. Želim vam, da ga preživite zdravi, veseli in v dobri družbi. Hvala Božiček za zelo lepe besede in hvala tudi vsem, ki ste slišali glas naših otrok in njihov klic na pomoč, ter ste po svojih močeh pomagali pri uresničitvi njihovih sanj. Iskrena hvala v imenu vseh, pa da ne bo sedaj izgovorov, da ste pozabili denarnice doma, ker vi ste doma. Hvala, adijo, se vidimo!